Dragi velikonočni kristjani, sestre in bratje Kristusu, posebej spoštovana oba sobrata duhovnika, oba generalni vikarij in stolni župnik, gospod stolni kaplan, vsi asistenti okrog oltarja, pevke in pevci in instrumentalisti na koru in vsi, ki ste se v slovesnem številu zbrali v tej stajenski sedimači in velikonočnemu slavju. Budite mimo staja Gospoda prisrčno pozdravljeni. Res, to je dan, ki je naredil Gospod, so napeli naši pevci in hvala vam. Veselimo in radujmo se. Se okajamo osrednje sporočilo naše vere in osrednji zgodovinski dogodek Kristusovega vstajenja, ki je tako važno pričevanje za vse čase, tudi za naš čas. Ko se zdi, da v svetu zmaguje zlo in podobija in vse razne sile teme. Pa vendar to ne drži. Ampak je tem svetu, hvala Bogu, na delo tudi drugo dogajanje, ki ga je prenesel na svet Jezus Kristus, ko se uresničuje Božji načrt odrešenja, nezadržno, v smeri novega neba in nove zemlje, kjer prebiva pravičnost. In mi smo vstopili v to dogajanje. Sinoči smo že začeli obhajati velikonočni praznik z bogoslužjem velikonočne vigilije, radostnega pričakovanja poslednjega dogodka naše vere, velikonočne skrivnosti. In tako smo že sinoči blagoslovili velikonočno svečo, ki med nami predstavlja Kristusa, bližanega od mrtvih starega Gospoda. Kristusa, ki ga Svetopismo in bogoslužje imenuje Alfa in Omega, začetek in konec. Njegovi so časi in vekovi in vse, kar živi, se bliža Jezusu Kristusu in luči, ki je prišla na svet, da razsvetuje vsakega človeka. Če ta luč še ni prisotna, pomeni, da se tudi žal uresničuje tisto, kar je povedal že Jezus. Prišla je luč na svet, toda obsodba je v tem, da so ljudje pozabili temo kot luč. To se dogaja tudi nam, da včasih raje hodimo po teminah nevere in vseh mogočih čudnih poti, kakor pa da bi se res odprli luči in stopili v to čudovito dogajanje. In to smo poskušali uresničiti letos v postnem času, posebej v velikem tednu, posebej tudi sinoči o bogoslužju velikonočne vigilije, ko smo vesijo velikonočne sveče starega Kristusa razmišljali Božjo besedo. Tudi dogodek stvarjenja, ki se je za nas tudi uresničil pri krstu, ko nas je Gospod preustvaril v novega človeka, v kristjana, v ljubljenega otroka nebeškega očeta. Čudoviti dan. Tudi mi smo prešli preko Rdečega morja, kakor Izraelci v puščavi, to pa je bila krstna voda, ki nas je prerodila in smo prišli v ljubljeno deželo, v Božje kraljestvo, kjer naj bi živeli polnost tega Božjega poznaniva in sporočila. In danes na se zgode pa smo tudi podobni tem Jezusovim učencem in prvim pričevalcem stajenja, ki so zgode, ko je bila še tema v Jeruzalemu, prišli k grobu in da bi videli, kaj se dogaja. In to so bile žene in Peter in Janez. Zanimivo, in to so prvi pričevalci Gospodovega vstajenja. Tudi ni bilo vse jasno. In vemo, da se je Gospod 40 dni potem vse do nebohoda srečeval s temi svojimi učenci, čeprav so bili v najboljši šoli, pa jim tudi ni šlo nekako od rok, kako mora to biti ta novi, popolnejši način bivanja. In potem so stopili in med njimi sebe tudi apostol Peter, ki smo ga srečali v prvem Rilu, ki se tudi ni odlikoval, čeprav je bil v najboljši šoli. Vemo, kaj se mu razkril na velik četrtek, da je celo zatajil svojega Gospoda. Ne poznam tega človeka. Ne daj, da se nam nekaj podobnega zgodi. In se to in tam zgodi, ko nam je
nerodno, oziroma smo tiho, ko bi morali nekaj povedati. Ali cela vrsta takih priložnosti je, to kajamo velikonočni praznik, da bi v nas bilo več te luči in te predanosti in zvestobe Jezusu Kristusu. Peter je to priznal, jaz sem ga zatajil, ampak Gospod mi je oprostil in je tem dokazal svojo zvestobo Jezusu Kristusu, ko je poznanje evangelij na takratnem grško-rimskem svetu in nazadnje svoje pričevanje potrdil v Rimu z mučeniško smrtjo, tam, kjer njegovo službo potrjevane evangelij nadaljuje samokratni Petrov naslednik, v teh naših časih, naš dragi papež Frančišek, ki nas kar obsipa z svojimi čudovitimi potezami za blagor in rast Božjega kraljestva in se tega prisrčno veselimo. In druga priča, ki smo ga srečali tudi danes v drugem delilu, apostol Pavel, je rekel, če ste ostali v Kristusu, hodite kakor otroci luči. Tudi on ni bil 100%. Celo beremo v Svetem pismu v apostolskih delih, da je puhal sovraštvo proti Jezusovim učencem, ker je napačno mislil, da niso zvesti izročilom stari zavezi. In potreben je bil intervent. Jezusovo srečanje z njim, da ga je vrglo s konja, da ga je zamajalo njegovi eksistenci. Vendar je bil Pavel še pri sebi rekel, kdo si, ki mi govoriš, jaz sem Kristus, ki ga preganjaš. Pojdi in se pridruži mojim učencem. In je šel in postal glavni apostol in glasnik Jezusa Kristusa, njegovega evangelija. In ga je lepo prevzelo, da je potem večkrat rekel, meni je življenje Kristus, ničesar me ne bo ločilo od ljubezni Božje, ki se rodila Jezusu Kristusu. Tako. In Bog daj, da bi ob velikonočnem obhajanju in nas bilo nekaj tega, te predanosti, tega veselja in te zvestobe. Zato smo sedaj pri poslužil velikonočne nedelje, ko smo poslušali Božjo besedo in bomo sedaj vsak čas sedeli v mizi večnega življenja, ko sam Jezus prišel med nas in postal nam v ključ in moč in hrano, kakor je določil za pri zadnji večerji. Vzemite, da bo moje življenje v vas, da boste živi in močni kristjani in boste nosilci vrednote evangelija v svetu, v katerem se pač, kot vidimo, sooča ta spopad med svetlobo in temo, med grehom in krepostjo, med dobrim in zlim. In to ni nekaj daleč v Siriji ali v Afriki, kjerkoli. To je posredi mojega in tvojega srca. Tu se odloča. In zato je tako važno. Tukaj sem Gospod, hvala ti, da si popnica. In hvala vam, spoštovane pevke in pevci, za vaše velikonočno petje, ki bodito pelo. Ja, to je dan, ki ga naredi Gospod. Veselimo se. Kamen, ki so ga dodali zavrgli, je postal velik kamen. To je dan, ki ga naredi Gospod. Veselimo se. Aleluja. Hvala vam. In za to pričevanje. Tudi za pričevanje danes te velikonočne procesije, ki ni razkazovanje, ki je izpoved vere. In hvala vam za to pričevanje, tudi hvala skautom in vsem, ki ste sodelovali. Namreč se zgodi, da smo kristjani radi samo znotraj cerkve. Ne, tudi tu. In tu zajemamo moči, potem smo tudi zunaj. In se tudi primerno izpostavimo. Luč na sveti, Jezus pravi, ne pokrivamo podmernik, ampak na svetilnik. In tako da sveti vaša luč, da bodo videli vaša dobra dela, izpoved vaše vere in slavili očeta, ki je v nebesi. Velikonočni praznik obhajamo skupaj z našimi krščanskimi brati, evangeličani in pravoslavnimi. Zelo nas je razveselilo ta dogodek 12. februarja, srečanje med moskovskim patriarhom Kirilom in papežem Frančiškom. Ne v starem svetu, ampak v novem svetu, v Havani. Kdo bi si mislili v tem nekdanjem zaveste kakšnem centru, da prije do tega slovitega srečanja med njim predstavnikom vzhoda in zahoda. In Bog daj, da bo to svetove in naši bratje pravoslavni vemo, da
po starem koledarju kajo isto skrivnost, toda letos šele 1. maja. In z nami tudi evangeličani, ki so tudi danes, imamo skupaj gregorijanski koledar in spet isto skrivnost spodovega vstajenja. Oni pa se pripravljajo na 500-letnico reformacije, tudi tu je bilo marsikaj, kar ni bilo v skladu z evangelijem. Ja, žal, toda, hvala Bogu, Vatikanski koncil in to obdobje prinaša drugačne vetrove in tudi drugačno klimo. Tudi izide vsak čas zelo zanimiva knjiga od konflikta k skupnosti. Smo bili v konfliktu, z ene in druge strani, zažigali smo knjige, druge. In tako dalje, vse vemo. Ampak sedaj pa se veselimo istega dogajanja, ki je res izhaja iz evangelija, se pravi, da smo sodelavci za Božje kraljestvo in resnično bratje in sestre, ki se povezujejo za skupnim blagom, za skupno dobro. Velikoročni praznik bi priložnost zame, da se zahvalim vsem, ki naših krajevnih cerkvi sodelujete in gradite Božje kraljestvo. Zahvala seveda najprej duhovnikom, najprej vam, duhovniki in verniki domače stolne župnije, ki imate posebno vlogo in nalogo, kolikor je to res mati in glava vseh cerkva v Škofiji in se to marsikaj dogaja, kot smo ta teden doživeli recimo bizmeno mašo srečanje duhovnikov, pa zlasti svetoleto in njegovo dogajanje, svetoletno romanja, ki bogatijo letošnje obhajanje velikonočnega praznika s tistim vabilom, ki je za vse aktualno. Bodite usmiljeni, kakor je nebeški Oče usmiljen. Če se komu zdi to abstraktno, prosim naj prevere priliko o izgubenem sinu in dobrem očetu. Ta mulc, ki je očetu rekel, stari dovolj mi je, naj bi vsega mi rekel, grem, hvala, Bože. In je šel. In oče je spoštoval tega mulca. In pojedi. In ko se je zdivjal in je vse zapravil, zdaj pa nazaj. Zdaj pa ata. Ate bi lahko rekel, zgini. Ne. Joj, kot da si priden, sama da si prišel, veselimo se. Krasno, ga je nagradil. Zelo brat, starejši brat in vrljen. Rekel, ne, pogledaj. Ne grem nič. In oče se moral še truditi, da je še starejšega vrata pripravil, da je sprejel mlajšega in drugo spremenje. Pazimo, da se bomo vedno veselili, če se nekaj dobrega dogaja in bomo poskušali biti posod usmiljeni, kakor je naš nebeški Oče usmiljen. In vhajamo še 10. obletnico naše Škofije in to je pomembna obletnica. 10 let, to ni veliko, je pa začetek. In če ni začetka, potem ni tudi nadaljevanja. So Škofije imajo 1000-letno in večletno zgodovino, mi pa 10, ampak smo tega veseli. In to želimo tudi poudariti, ko je prava išla zgodovina, krščanstvo na naših tleh, nismo včeraj tu. Ne. Krščanstvo je bilo tu že v 1. stoletju, v 3. stoletju. Pričevalec, Maximilijan Celski škof, učenec pa tam njegovo cerkev, seveda. 303 in bil Lucijanom preganjen. In potem naprej vedno slova viri, kako so naši predniki odgovarjali na Božji klic. In potem se je vedno znova pojavilo vprašanje o samostojni krajevni cerkvi Škofiji in to se je v 10 letih uresničilo in ta zgodovina bo podajala vse to, kaj se je dogajalo v teh malo 2000 letih naše duhovne zgodovine tukaj na tem področju. In druga knjiga, zbornik, je pa že išel včeraj, to pa je sedanji utrip naše Škofije, kaj se danes dogaja in to je tudi važno. In vse to je ta velikonočni šopek, ki se ga danes prisrčno veselimo. Tudi vam iskrena voščina. In seveda, kot sem že prej rekel, vsem duhovnikom tukaj v našem nežnem mestu, pa seveda po vsej Škofiji, vzeli tistim starejšim, ki kljub starosti večkrat neurednim razmeram vztrajajo, pa seveda njihovim sodelavkam in sodelavcem, učenjski pastoralni svetu in pevce in ministrante, da ste do Karitasa, kaj ni bilo, če ne imeli teh letih in teh Karitasa.
ki tako odlično uresničuje tretjo vejo krščanstva, če je prvo varovanje in druga bogoslužje in tretja dobrodelnost caritas. Tu pa begunci, pa vse to, se vemo, Bog naj jim povrne in vsem drugim, sebe tudi malim, bogim in trpečim, katerim je prvo namenjeno velikonočno milo, tolažba, veselje in upanje. Ja, dragi Gospodu, problemi postanejo tudi po veliki noči. Voda, Bog daj, mi smo pa drugačni. Nas je več luči, več pripravljenosti, ne gledati, pa pomagati, kritizirati, ampak pomagati, sodelovati, reševati, biti zraven. To pomeni hajati veliko noč, stopiti v luč. Stopimo torej, bratje in sestre, v to luč Kristusa, križanega od mojih stavek. Da bomo res ohranili vesele in blagoslovene praznike, in mi želim iz vsega srca.